Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa ni vseeno, kdo kaj reče. Na znani ljubljanski osnovni šoli Poljane se že nekaj let odvija prikrita in nevarna drama, za katero mnogi vedo, tudi pristojni organi, pa nihče nič ne ukrene. Še huje, primer naj bi hoteli celo načrtno prikriti. No, zdaj je prišlo celo tako daleč, da se je zgodil upor prestrašenih staršev, ki naj bi cel razred 6A najraje prepisali na drugo šolo. Vse to zato, ker se bojijo enega samega učenca, starega 12 let, ki že 3 leta pretepa in celo z nožem grozi sošolcem. Nekateri sošolce je že poškodoval, tudi s topimi predmeti, in to tako hudo, da so morali po nujno medicinsko pomoč. Vodstvo šole na čelu z ravnateljem Žarkom Tomšičem, kot rečeno, čisto nič ne ukrene, enako ničesar ne stojijo druge ustrezne inštitucije, molči tudi Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, molči Mestna občina Ljubljana, starši, ki zaradi strahu svojih otrok že nekaj dni niso pripeljali v šolo, pa so na robu obupa. Zdaj naj bi se po pomoč radi obrnili tudi na predsednika Republike Boruta Pahorja. Ključ zgodbe pa je, kot kaže, v tem, da gre za sina zelo znanega vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića in državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje Tine Brecelj. Zato naj bi pristojni poskušali zadevo pomesti pod preprogo. Menda naj bi vodstvo šole, vključno s psihologi, staršem govorilo, da pretiravajo, češ, se vendar ni tako hudo, naj bodo strpni in tolerantni. Po drugi strani pa starši prizadetih otrok opozarjajo, da nasilje sina vrhovnega sodnika in državne sekretarke traja že 3 leta. Da ta učenec v šolo prihaja celo z nožem in govori, da bo vse pobil, tudi ravnatelja Tomšiča, in nihče ne more predvideti, kakšno nasilje se lahko zgodi že naslednji dan. No, zdaj je staršem očitno prekipelo. Zgodil se je namreč množični upor, učenci zaradi svoje varnosti ostajajo kar doma in to že nekaj dni zapored. Mi pa bomo danes intervjuvali in komentirali publicista Boštjana M. Turka, ki je napisal svojo najnovejšo knjigo z naslovom Kota 101. Gre za knjigo, gre za zgodbe o zatohlem podkletju slovenskega postkomunizma. Naš gost je knjigo pisal 4 leta, knjiga pa obsega kar 776 strani. Z nami je tudi naša stalna komentatorka Lucija Šikovec-Ušaj, ki je čisto slučajno njegova odvetnica. Zdaj Boštjan in Lucija, lepo pozdravljena v studiu. Dobro večer vsem. Boštjan, preden gremo na tvojo knjigo, mi da se bo tudi tikala, ker se že nekaj let poznama, bi prosil Lucijo za en komentar teh dogodkov na osnovni šoli Poljane, ker sem danes na družbenih omrežjih zasledil, da si bila ti, oziroma da razmerje na tej šoli pravzaprav dobro poznaš, ne? Da si bila ti celo, mislim, da v nekem svetu šole, ne? Če se ne motim. Ja, že leta nazaj sicer, ampak zdaj konkretnega primera ne poznam, poznam sicer sodnika Đorđevića, je torej ne kot nasilnega, da se razumemo, da ne bo kakšne pomote, ne. Torej, če do tega prihaja, je problem, res pa je, da se ta problem rešuje iz drugih izkušenj po različnih šolah, različno. Otroci so nasilni, nasilje je po šolah in prikrivati to javnosti oziroma staršem drugih otrok je milo rečeno neumnost. Sem že tudi imela tožbo odškodninske zaradi nasilja, ne konkretnega, da ponovim, vendar se šole uspešno izmažejo, da gre za otroke s posebnimi potrebami, da je treba z njimi biti pač toleranten, kar verjetno tudi je neka resnica, vendar bi morali bolj strokovno pristopiti k reševanju te problematike, ne pa skrivati, prikrivati dejstva, ampak temu otroku poiskati strokovno pomoč. Ampak kar je mene, pač bom rekel, na nek način tudi presunilo, no, po objavi tega članka danes zjutraj, je bilo pač veliko nekih odmevov in ni to edini primer ravno na tej šoli, ne. Pravijo, da je prav ta šola problematična, zato ker ima veliko takih primerov in da se vodstvo šole izjemno slabo odziva na take stvari. Tudi Tone Čufar, lahko povemo, gre za osnovne šole v centru Ljubljane. Včasih se govori, da osnovna šola Livada, ne, da je problematična zaradi pač narodnostne sestave, ampak osnovne šole po centru Ljubljane, kjer vozijo otroke vsi ti, bi rekla, državni uradniki, višji, nižji in tako ne, in je to njihov cilj, ti otroci so rahlo razvajeni, to je moje mnenje in temu ustrezno je tudi šolski kader prestrašen, ker se boji nekih sankcij. Tako da ni to edina osnovna šola, daleč od tega, torej moje vedenje in poznavanje teh zadev je, da je kar center, razen osnovna šola Prule. Osnovna šola Prule ima izjemnega ravnatelja, torej ponovno govorim iz tega, kar jaz vem, ko sem bila v svetu šole, pa tako naprej, pa po mojih strankah ima izjemnega ravnatelja, ki
ima neko zdravo logiko in to logiko ima že enih 30 let, kot je ravnatelj in se mi zdi, da on pa vzpostavlja red na tisti šoli. Ker slišim, samo še eno vprašanje, predno gremo na Boštjanovo knjigo, se mogoče se lahko Boštjan vključi, ne na zadnje Boštjan, pa ti tu delaš v šolstvu, ne, si zaposlen na filozofski fakulteti. Jaz sem na filozofski fakulteti v Ljubljani. zaposlen. Ampak to slišim, da se dejansko ta vodstva šole, ravnatelji in tako dalje, pa se pa zelo bojijo staršev, ne. Starši menda prihajajo v šole celo z odvetniki, ne, in tako dalje. Tako da ostaja, zdaj so se te razmere dejansko malo bolj, kako bi rekel, spremenile, kot je bilo to včasih, ne. Ko so bila ta vodstva šol, pa so po neki bogovi celo. Starši se bojijo po eni strani, oziroma učitelji se bojijo po eni strani staršev, po drugi strani pa predvsem vplivnih staršev, po drugi strani pa politike. Ocene se morajo na zahtevo ravnateljev zviševati otrokom, drugi otroci se čutijo prizadete, deprivilegirane. Skratka, v šolah se dogaja marsikaj, kar vam, ki nimate opravka toliko z ljudmi kot jaz, ostaja prikrito. Ko ti pridejo starši povedati, mislim, si zgrožen dejansko nad ravnanjem vodstev šol. Vse učitelji pač se bojijo samo, da bojo izgubili službo, ne. In da morajo na zahtevo staršev popravljati ocene ob zaključku leta. Mislim, meni se zdi, da bo gospod Turk na fakultetu dobil en trop idiotov, zato ker če bo to se točkovalo in tako šlo naprej, a ne, po vplivu staršev, potem bo to slej ko prej končalo na fakulteti. In potem bomo videli, kako bo bil tam vpliv staršev še pomagal. Jaz moram reči kot starš tudi, ne, prizadet starš, torej to je nekaj strašnega, ne, če ti ne moreš svojim otrokom zaupati, da grejo v varno šolo, ne, in jaz popolnoma razumem, da je to nevzdržna situacija. Sploh, ker je Slovenija taka, da je primer prvo in druge razrednosti državljanov tukaj najbolj izstopajoč, ne. Sodnik in sodnica, ne, ki si omenil, Bojan, sta pač primera prvorazrednih državljanov. Ne, en je sodnik, vrhovni sodnik, drugaj pa državna sekretarka. Državna sekretarka, no. Bila je pa tudi sodnica in danes smo na tvojem portalu prebrali, da je bil on poročen v prvem zakonu z Nino Betetovo. Jaz sem danes tudi tweetnil, ne, eno temeljno vprašanje, ne, če otrok prihaja v šolo z idejo, vse bom pobil, ne, te ideje ne dobi v šoli, to je nemogoče, da bi to učiteljica rekla, nemogoče je, da bi to zvedel od recimo vodstva šole, kjerkoli, ne, to on sliši doma, ne. Temeljno vprašanje je, kakšna je tista domača klima, ki otroka na tak način oblikuje. To je strašno. Ne mi zameriti, to lahko sliši kjerkoli. Lahko sliši po televiziji, po cesti, nasilje je dnevno. Mislim, jaz sodnika Đorđevića, kakorkoli, in sodnico Beteto poznam oba dva še takrat, ko sta bila poročena ali karkoli že. Vem, da ima sodnica Beteto hči, ki ne hodi z nožem okrog, skupaj z sodnikom Đorđevićem. Torej, ni ne v krvi, ne nič takega. Bi rekla, da gre tukaj bolj za neko, kaj bi rekla, cvetje v jeseni, in ta otrok je bil malo kasneje in je verjetno temu ustrezno razvajan. To je lepa, Lucija, to je lepa metafora. Ampak jaz kljub temu mislim, vsak otrok odraža razmere v družinskem primarnem okolju. In če prihaja do deformacij, in tukaj očitno prihaja ne samo do deformacij, ampak prihaja do zelo hudih deformacij, potem nekaj po logiki stvari v tem ožjem družinskem okolju ne more biti v redu. Zdaj še ena, ker smo že zašli v te detalje, naj povem še eno informacijo, ki sem jo dobil tudi sicer po objavi članka, pa mogoče zanimiva glede na to, kako, na kakšen način se rešuje ta zadeva, oziroma če sploh se rešuje, ne. Bil sem informiran, ta informacija očitno drži, da se ravnatelj gospod Tomšič in pa vrhovni sodnik Đorđević poznata iz krogov košarke, oba sta namreč košarkaška sodnika, ne. Tako da jaz zdaj samo upam, da to ne vpliva na resnost reševanja zadeve in da bo vodstvo šole to začelo reševati, zdaj sploh, ko so te zadeve prišle v javnost. Ampak jaz predlagam, da gremo na knjigo, ne. Jaz bom tukaj zdaj pokazal Boštjanovo knjigo, upam, da se dobro vidi, ne. Evo, to je ta knjiga, Kota 101. Zdaj gledalke in gledalci jo vidijo, dam jo še malo više. Dobro, Boštjan, jaz bi te prosil, ker je knjiga ima blizu 800 strani, jaz sem jo včeraj dobil, se ti zahvaljujem tudi za prijazno sprejemno besedo, ki si jo napisal zame, ampak nisem bi se uspel natančno predelati, ne. Ampak zato bi te jaz prosil zdaj, da gledalkam pa gledalcem pojasniš, kaj recimo pomeni naslov knjige, ne, in čemu pravzaprav ti slediš v tej knjigi. Ja. Torej, ta knjiga... Kota 101. Torej, Kota 101 je bila najhujša, bi rekel, mučilnica na Golem otoku. Goli otok, ta knjiga je pač knjiga
o titoizmu, oziroma ker je titoizem in vse, kar v zvezi s tem poznamo danes, bistveni refleks tega, kar v Sloveniji živimo, je to knjigo treba razumeti kot neke vrste priročnik za državljansko vzgojo. V knjigi, ki je sad 4-letnega recimo dela, intenzivnega, so popisane, bi rekel, vse prevare, vsi načini, na katerega si ta post-titoistična klika v Sloveniji zagotavlja oblast. Zakaj sem rekel, da je to knjiga za državljansko vzgojo? Zato, ker ta knjiga razgrinja v jedru, na kakšen način se z državljani manipulira. Ena temeljna zadeva je naslednja. Se pa čujem še, Boštjan, mogoče bi bilo fajn za bralke in bralce povedati, da je ta knjiga, zdaj, ko govoriš o titoizmu, da ne bomo zdaj pač mislili, da je to knjiga samo o zgodovini. Ne? Ta knjiga se pravzaprav končuje včeraj, oziroma danes. Ne? Ja, ta knjiga se končuje. Opisuješ tudi novejše primere, recimo primer Milka Noviča in tako dalje. Ne? Ja, torej zdaj, da posežem nekoliko globja. Ne? Knjigo je v bistvu navdahnil George Orwell po svojem romanu 84, po katerem sem tudi oblikoval vsa poglavja. In temeljno sporočilo Georgea Orwella je pač to, da je črno-belo, belo-črno, 2 in 2 ni 4, ampak 2 in 2 je 5. Ne? In jaz popisujem, v bistvu ta kronika je razdeljena na te najbolj pomembne anomalije, ki so črno je belo in belo in črno. Recimo blazno obsežno poglavje je poglavje o zlorabah pravosodja. Vsaj v tistih zlorabah pravosodja, ki so bistveno določile današnjo politično klimo. In tukaj v izhodišču stoji Patria. Nikjer ne boste našli v Sloveniji na enem mestu tako, bi rekel, natančno razdelane afere Patria, pa ne samo z pravosodnega in pravnega stališča, ampak stališča jezika oziroma jezikovnih konsekvenc, ki so v izrečenih sodbah napisane. Jaz sem pokazal, da je to slovenščina, ki ni ne logična, ne slovenska in ki ničesar ne pomeni in ki se zgublja v nekih zavojih, ki so popolnoma prazni. Kaj, če jaz te pa razumem, Boštjan, ti si prebral celoten spisek kako Patrije? Jaz sem ogromno tega študiral. Ja. Jaz sem v bistvu s Patrijo sobival od samih začetkov. Temeljno, kar sem pa hotel povedati, je pa to, da ta Patrija je nastala zaradi sistemske tehnike in zato, ker je pač tedanja LDS izgubila tisti posel in tisti posel je hotela na vsak način nazaj dobiti in tudi so noter seveda v Patriji temeljni deležniki so ljudje, ki so figurirali v najožjem krogu LDS-a in kasneje Zaresa in ki so z tem poslom za Zdenka Pavčka, inviator vektorja sistemske tehnike, hoteli to rekompenzirati. To je pač jedrna zgodba, znotraj katere je pa potekal odmik Slovenije od tistega najpomembnejšega in najvišjega trenutka, ki je bil leta 2007-2008, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, ko je bila brezposelnost najmanjša, ko je družbeni produkt dosegel skoraj 90% Evropske unije in kar je najpomembnejše, to je knjiga za vzhodno Slovenijo, hočem reči. Knjiga za vzhodno Slovenijo, to se pravi za moje konce, kako ko je bila, jaz sem poročen na Štajersko in imam do Štajercev veliko afiniteto in čutim, kako živijo, čutim, kako so živeli 10 let nazaj in čutim, kako živijo danes. In takrat je bila Slovenija 2008 še enotna. Zdaj je pa Slovenija razpadla na zahodni oziroma ljubljanski del, ki je močnejši, in na vzhodni del, ki se preživlja pa več ali manj zdaj že za delom v Avstriji. Temeljno vprašanje, ki si ga postavljam je, če bi bil danes plebiscit, kaj bi se Slovenci, torej štajerski Slovenci, prebivalci Slovenskih goric, Maribora, severovzhodne Slovenije, Prekmurci odločili za Avstrijo ali za Slovenijo, ob tem, da slovenska oblast v Ljubljani ne kaže nobenega posluha in jih tera v to, da postajajo davčni rezidenti Republike Avstrije, ker tako videjo plačevanju enormnih davkov. Ampak zdi se mi, Boštjan, da to na nek način dosežeta tudi mariborski politiki, ne samo ljubljanski. Ni mariborske politike, Bojan. Ni mariborske politike. Govorimo o tem, da se pač s tem očitno vsi strinjajo, ker to zagotavlja nek socialni mir. Ampak ni mariborske politike. Mariborska politika, kot je sedaj, je bila inštalirana v Ljubljani.
ne, pač je Mariborčan je župan, ne, in njegova pokojna žena je Mariborčanka, ampak ta politika je bila inštalirana v Ljubljani, ne, in je kot taka. To seveda ustreza, ampak nihče se ne zaveda usodnih posledic, ki nastajajo za Slovenijo, zaradi tega, kar se tukaj dogaja. Ne? Zdaj, Boštjan, imamo še par sekund, zdaj sam do oglasov. Zdaj, Lucija, nič nisva midva rekla o njegovi knjigi, bova rekla v nadaljevanju. Ne? Gremo na oglase, Boštjan, pa se potem vrnemo nazaj k tvoji knjigi Kota 101.